Mestna občina Celje bo zagotovila dodatne zelene površine. Na Stritarjevi ulici v Celju bodo namesto jesenov zasadili stebraste hraste. V Celju bodo največje kresovanje pripravili na Špici. Zlatorog bo še 27. sezono zapored igral med slovensko košarkarsko elito. Spoštovane gledalke, dragi gledalci, dober večer in dobrodošli pri spremljanju še zadnjih dogodkov dneva v tem tednu. Potem, ko so v mestni občini Celje skupaj z občani v novem parku Drevesce na Ostrožnem posadili preko 100 dreves, si želijo, da bi jeseni akcijo ponovili in zasadili še območje na vzhodu med cesto Janeza Cvirna in tamkajšnjim vodotokom. V občinskih službah pa že imajo ideje za ureditev še 2 dodatnih zelenih površin. Prva bo namenjena sprehajanju psov, druga aktivnemu preživljanju prostega časa v naravi. V Celju je po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano registriranih skoraj 4700 psov. Ti naj bi morda še letos dobili svoj park. Razmišljamo, da bi uredili park namenjen štirinožnim hišnim ljubljencem. Z vsem, kar takšni parki v Evropi imajo in seveda s čim več zelenih površin, pravzaprav bo vse zeleno. Lokacijo so našli na območju Stare Halde, severno od zgodovinskega arhiva med Voglajno in železniško progo. Gre za približno 3 hektare veliko območje. Na tem območju se nam pogosto dogajajo nelegalno odlaganje kakšnih gradbenih in drugih odpadkov, tako da bomo to področje skupaj z našo družbo Zelenice primerno uredili. Je v bistvu že zdaj zeleno, zaraščeno. Mi ne bomo posegali v spodnje plasti, mogoče tudi zaradi tega, ker je to eno izmed razlivnih območij, tako da tudi Direkcija za vode tu ne dopušča kakšnih posegov v zemeljske kote tega območja. Je pa tu potrebno najprej odstraniti številne navožene odpadke in smeti, na drugi strani urediti eno ograjo proti železnici po naši oceni, mogoče odstraniti kakšno zarast, grmovja in še česa podobnega, verjetno kje še dodatno malo humuzirati območje in ga potem vzdrževati kot travnato površino z drevjem, za senco in še čim podobnim. Drugo zeleno območje naj bi uredili na prostoru nekdanjega vrtnarstva v Medlogu, kjer se zaključuje ureditev protipoplavnih ukrepov. Tam je nastalo novo lepo območje, velik del tega, pretežni del tega, mislim, da okoli 17 hektarov je v lasti mestne občine. Naša želja je, da to zeleno površino namenimo različnim aktivnostim za mlade, za otroke, za družine, uredimo kakšno športno igrišče, travnato športno igrišče. Danes se otroci praktično nimajo kje več igrati na travnatih športnih površinah, mogoče s kakimi drevesnimi hiškami, tabornim prostorom in čim podobnim. Ohraniti želijo del obstoječe zasaditve, v bližini bi morda lahko uredili tudi prostor za kampiranje. To območje bo ostalo nepozidano in bo namenjeno prebivalcem mesta, pa tudi vsem obiskovalcem. Upam, da bo atraktivno, da bo ponujalo različne možnosti, da bodo otroci lahko vsaj deloma preživeli svojo mladost na tak način, kot smo mi, v gozdu, plezanje po drevju in z vsemi podobnimi aktivnostmi v naravi. Trenutno poteka priprava idejnih rešitev. Ko bodo te pripravljene in jih bo občina predstavila, bodo k dajanju predlogov pozvali tudi občane. Naša želja je, da bi na to območje lahko enkrat v prihodnosti umestili tudi kajakaško progo. Ko bodo
v porečju Savinje zgrajeni zadrževalniki, tudi načrtovani nov jez na Savinji, nekje pod Levškim visečim mostom, bi bilo tudi to izvedljivo. Na Stritarjevi ulici v Celju pa so začeli saditi nov drevored. Lani so tam odstranili 30 dreves velikega jesena, zdaj pa bodo na isti lokaciji posadili enako število dreves stebrastega hrasta. Ta je odporen na bolezni, dobro prenaša sušo in dobro uspeva v urbanih področjih. Drevesa sadijo zaposleni v javnem podjetju Zelenice, ki so sadilne jame napolnili s kakovostno zemljo. V celotni dolžini drevoreda je v meter širokem in pol metra globokem pasu nasuta zemlja, tako da bodo lahko drevesa širila koreninski sistem in bodo imela več vode. Drevesa velikega jesena so imela slabe rastiščne pogoje, zato je bilo v njihovih krošnjah veliko suhih vej, ki so bile nevarne za mimoidoče. Verjamemo, da bo zaradi kakovostnih rastiščnih pogojev drevored stebrastega hrasta lepo dopolnil novo podobo Stritarjeve ulice, ki smo jo obnovili skupaj z javnim podjetjem Vodovod Kanalizacija. Z gradbenimi deli smo začeli lani jeseni. Na odseku od Kersnikove do Gregorčičeve ulice smo obnovili 340 metrov kanalizacije, 21 metrov vodovoda in okoli 360 metrov cestišča. Uredili smo tudi pločnik, namestili novo javno razsvetljavo in uredili zeleni pas. Skupna vrednost izvedenih del znaša okoli 466 tisoč evrov. Konec tedna bo tudi na Celjskem minil v znamenju kresovanj in prvomajskih druženj. Največje kresovanje v mestni občini Celje bodo že po tradiciji pripravili na Celjski Špici. Tam jutri zvečer pričakujejo več tisoč obiskovalcev. 2 leti nismo smeli, nismo mogli, bo tudi letos soboto zvečer tradicionalni kres na Špici. Kaj ne rečem, mi se bomo potrudili, glede na to, da je to skoraj edini kres, večji kres v Celju, pričakujemo veliko obiskovalcev, lepo vreme bo, mi smo se dobro pripravili, tako in drugače, tako da vse, ki gledajo TV Celje, vljudno vabim soboto zvečer na Špico, ne bo vam žal, igral bo ansambl Mavrica, in pa popestril bo vse skupaj tudi DJ Sandy. Danes, en dan pred kresom, smo ravno začeli finiširati vse skupaj, so sceno. Kres bomo dejansko danes z pomočjo firme Symbio postavili, zgradili, ker to je zelo težko na roke te veje zlagati. Materijala je manj kot prejšnja leta, ker nismo hoteli, da bi bil to spet nek megalomanski kres in da bi kogarkoli na kakršenkoli način ogrožal. Tako da jaz mislim, da je pri kresu važno to, kak je štimung, kakva glasba je, kakva gostinska ponudba, pa še kaj zraven. Sama velikost kresa pa mislim, da ni tako zelo pomembna. Torej, po 3 letih, 30. aprila 2019 je bil zadnji kres na Špici, vemo, zakaj 2 kresov ni bilo, nikjer v Sloveniji. Jaz zagotavljam v imenu našega kluba, da se bomo zelo potrudili. Za popestritev in za živo glasbo bo poskrbela, to so znani celjski muzikanti, ki so se zdaj združili in se imenujejo Mavrica, Stanko Mikola, Marjan Petan, Majda Petan in ostali, tako da oni igrajo vse živo, da se pa ne bojo v 6 urah, ki bo glasba trajala, preveč utrudili, bo pa vsaj pol tega časa, to se pravi 3 ure, na sceni DJ Sandy, ki bo vrtel popularno, takšno in drugačno glasbo. Tako da ne bo vam žal, pridite na Špico, gostinska ponudba bo na nivoju, Špica, roštilj, vse živo, avte puste na bazenu ali kje na otoku, kajti na samo Špico pač ne bo možno priti z avtomobilom. Košarkarji Zlatoroga bodo še 27. sezono zapored igrali v najvišjem rangu slovenske moške košarke. Obstanek v prvoligaški druščini so si dokončno zagotovili, potem ko je Šentjur za zeleno mizo dobil tekmo s Triglavom, slednji pa ni prejel točke za sodelovanje. Po zagotovljenem obstanku je sezono ocenil predsednik laškega kluba Bojan Špiler.
Ja, jaz sem tle v vašem studiu dejansko napovedal, da se bomo borili za četrtfinale, zdaj ali takrat nisem točno rekel, ali bo to prek lige za prvaka ali kasneje. Dejansko ta sezona bila naša zelo turbulentna, stavili smo na mlade igralce, imeli smo tudi relativno mladega trenerja, šel je v tretjo sezono. Jaz sem upal, da bodo ti mladi igralci pokazali, da lahko igrajo v prvi ligi. Žal, čez sezono sem videl, da je bila naša odločitev napačna, da 2 do 3 izkušene igralce v ekipi moraš imeti, če hočeš tudi pravilno razvijati mlade igralce. Nov trener je to tudi uvidel, zato je ena ukrepitev Domna Lorbka pripeljal, kar se je takoj poznalo na naši igri. In jaz tudi mislim, da naslednjo sezono, glede na to, da imamo stabilne finance, da nismo nikomu nič dolžni, da bomo naslednjo sezono sestavili ekipo, da bo kotirala nekje v sredini, pa se borila tudi za kakšno četrtfinale. Sezona v Treh lilijah je bila dokaj turbulentna, saj je Zlatorog sredi decembra Robija Ribežla zamenjal z Alešem Pipanom, nato pa opravil še nekaj korekcij v igralskem kadru. Stresno je bilo predvsem za mene, jaz sem v tretji sezoni predsednik, to se mi še ni naredil. Nekateri so govorili, da sem predolgo čakal, jaz ne bi zdaj ocenjeval, da sem čakal predolgo, definitivno je bil pa kaplja čez rob ta poraz v Kranju v prvem delu z 21 točk. Tam se je videl, da ekipa s tem trenerjem, s prejšnjim trenerjem pač ne bo delovala. Mi smo se odločili za menjavo, ni bilo to kar čez noč, ker jaz sem rekel, v tem primeru, če menjamo mladega trenerja, moramo prebrati izkušenega, ker da menjamo trenerja za trenerja, ni imel dobenega pomena. Poklicali smo Alija, on se je seveda naši prošnji odzval, ker je, jaz lahko rečem, da je KK Zlatorog Laško je njegov klub, prišel nam je pomagati in je tudi uspešno zdaj izpeljal zadevo. Po končani sezoni bodo v Laškem najprej izpeljali volilno skupščino kluba, ki bo 19. maja. Med kandidati za predsedniško mesto bo zelo verjetno tudi aktualni predsednik Bojan Špiler. Nisem jo še oddal, seveda kak je, veliko ljudi mogoče ve, kako mora ta posel delati, zato bom tudi počakal, da vidim, če bo kdo iz tistega, ko ve, se tudi ujunačil pa poskusil. Drugače pa v primeru, ja, da ekipa, s katero se pogovarjam, da se vsi odločimo, da bomo delali za dobro laške košarke, potem sem tudi jaz pripravljen kandidirati, še oddelati en mandat. Če bo Špiler ostal na predsedniškem mestu, bo na mestu trenerja skušal zadržati aktualnega trenerja Aleša Pipana. Na zadnjem sestanku upravnega odbora je bil upravni odbor soglasen, da moramo narediti vse, kar je v naši moči, da obdržimo Aleša Pipana. Tako da to bo njegova odločitev, če je še to pripravljen, se pač iti. Veste, da on je velik trener, veliko trenersko ime, da je navajen tudi delati z dosti boljšo ekipo, pa se boriti za višja mesta. Midva se bomo definitivno po zadnji tekmi usedla, on je naš prvi kandidat. Če pa se bo odločil, da ne bo, imamo pa v rezervi, oziroma imam jaz osebno v rezervi pač enega in edinega kandidata, s katerim upam, da bi se pa zmenil, ampak v tem imenu še ne bi zaenkrat. Zlatorog bo letošnjo sezono v finančnem smislu zaključil z nekaj presežka. Pogodba z generalnim pokroviteljem je sklenjena še za naslednji 2 sezoni, zato bodo cilji v prihodnji sezoni zagotovo nekoliko bolj ambiciozni, kot so bili letošnji. V slovenski ligi moramo imeti cilj, da se borimo za zgornji del lestvice. Zdaj v primeru, da bi še dobili nekih dodatnih sponzorskih sredstev, definitivno nas zanima tudi kakšna ABA 2 liga. Organizacijsko bomo pripravljeni, če bi finance nam to dopuščale. Kar se tiče pa pogojev, pa mislim, da imamo tako kot klub eden izmed boljših pogojev, kar se tiče bivanja za igralce, svojo dvorano in vse te stvari. Tako da cilji morajo biti višji, no. Seveda je pa vse povezano s financami.
Jutri bo sončno, popoldne bo na zahodu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Burja na Primorskem bo čez dan ponehala, drugod bo še pihal šibek veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od -1 do 5, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 17 do 21, na Goriškem in v Vipavski dolini do 23 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe. Tako, drage gledalke, spoštovani gledalci, to je bilo vse, kar smo vam pripravili za nocoj. Lep praznični vikend voščim in nasvidenje ponovno v ponedeljek. Lepo se imejte in lahko noč.